Eno lepo nedeljsko jutro želim vsem, štiri poslušate Božjo besedo in vsekakor živite po njej. Delamo tako? Znate, to ne samo nikša krščanska aktivnost, kaj živimo potom, ko Bog pravi v svoje besede, pač pa je to velika privilegija. To je velika privilegija izpolnjevati Božje zakone, izpolnjevati to, ko Bog pravi. Živimo v svete, šterom se vsakodnevno spreminjajo vrednote. Vidite to? Opažate to? Spreminjajo se načela. In to, ko je včasih, to, ko je za nas in za naše starše bilo samoumevno, ko je bilo normalno, to je dnes več ne normalno. Ko je pa bilo za nas in za naše starše nenormalno, to pa so dnes den že tako povedano načela, po štiri bi se noj vsi mi ravnali, po štiri bi noj vsi mi živeli. Dragi moje, živimo v času, šteroga leko poimenujemo narobe svet. Ne, se strinjate z mňo? Ko se dogaja? Ne zato, ka bi eden ovo mi želeli dobro, pač pa zato, ka jaz sebe postavim naprej pred tistoga drugoga. Ka jaz sebe postavim više. In znate, Biblija, Božja reč, non goči od toga na dosta mestaj. Na dosta mestaj non toga, od toga goči, ali dava pa tu rešitev iz takšnega stanja. Dava pa tu navodilo, kako priti iz takšnega stanja, kako se rešiti toga. In Jezus je eno svojih prilik začel s temi besedami. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu. Ja, bratka, stanemo o Božoj besedi in preštejmo to Jezušovo priliko v Mateji 7. tale od 24. pa do 27. veršuša. Matej 7 od 24 pa do 27. Tu Božja beseda tako pravi. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, zagnali so se v to hišo in padla je. In njen padec je bil velik. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi, kanonsko s njo učiš v našo življenje, kako se noj obnašamo, kako noj živimo v čase, v šterom se nahajamo. Hvala ti za vsakoga, štere je tu prisoten in hvala je tebi, ka ti v tom jutri želeš, ka mi utrdimo svoje življenja, ka utrdimo, ka utemeljimo svoje življenja, to, kako je to tvoja sveta vola, ka bi ne naša življenja propadnila, pač pa imela eno večno sigurnost. Blagosloveno to reč in dajno jo razmete in pa preneste v svoje vsakodnevno življenje. Amen. 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 Dragi moji, skozi to besedo nam Jezus dava izziv za naša življenja. Eden izziv nam dava, kako naj naša življenja živimo vsaki dan. Dava nam pa tu poziv na odločitev, za kako naprej. Vse je odvisno od načina gradnje, od začetka,
od postavljanja temelja, kad bi to ne bilo to, kako smo v vodi čuli, kad bi ne v tom temelju bilo ene megle, ene zmede, ene zmešnjave, ene primesi, štera je nejdobra, štera ne utrjuje. Znate, če je v enoj kući, v enoj zgradbi, tom v drugom nadstropje ena razpoka, če zača tom razpoka gračivati, navadno je vzrok gli v temele. Gli v temele, v slabom temele. In znate, v preteklom obdobju sem imel priložnost biti poleg, biti tu malo poleg, da so se gradile kuće. Imel sem to priložnost. Nekaj bi sem od daleč kraj opazoval, pač pa sem bil tu blizu tome, da so se gradile kuće. In sem opazoval, bil sem ne samo opazovalec, pač pa tudi sodelavec v tom. In znate, da je bil izkopane temelj, da so bili izkopane temelje, so se najčasi betonirali. Ne, prelej, kako so se temelji utrdili, zabetonirali, je bilo potrebno še nekako aktivnosti. In znate, ko se je dogajalo? To se je te vkuper vezalo železge, ne tisto šestica ali pa drobno, 10, 12 ali pa še močnejše. Znate, ko to železge se je vkuper vezalo, bilo je trdno med seboj povezano in komaj te se je noter položilo v tiste izkopane temelj. Bilo je med seboj povezano. Dragi moji, to je slika cerkve. To je slika cerkve, biti trdno med seboj vkuper povezane. Eden z ovim, to da ti tisti pravi temelj, ki neprijatelj, ki šotan, ne da bil možnosti, ne da imel oblasti, kaj bi nas zrušil, enoga ali ovoga, ali pa celo skupnost. Če mu vkuper povezane, če mu vkuper držale, če mu vkuper zgrojene, tom neprijatelj nema mesta. Zavolo toga, kad nas tom veže ta božanska ljubezen. In zakaj je to bilo tako potrebno za te temelj, za to kućo? Kad se to železge vkuper poveže, noter položi v te izkopane temelj in komaj te se betonira. Zakaj je to tako bilo potrebno? Zavolo toga, kad ne bi prišlo do poškodb. Zavolo toga, kad bi se nikaj ne moglo geniti, da bi se kaj zgodilo, kad bi, kad tako povem, viharje ne imeli moči nad to zgradbo, kad ne bi prišlo do poškodb zavolo zunanje vplivov. In gled to, goči Jezus v toj priliki, da primerja človeka poslušnoga njegovoj besedi, da primerja človeka poslušnoga njegovoj besedi s temelom, šteri je globko izkopane, globko utrjene na toj skale. Što je ta skala? Jezus Kristus. Moj, tvoj duhovni temelj utrjene na toj skale Jezuše Kristuše. In če pogledamo začetek toga teksta, Jezus goči od poslušanja teh mojih besed. Zato je vsak, ki posluša te moje besede, štere Jezušove besede. Odkoj tu Jezus goči? Štere besede je Jezus predtem povedal. Smo v Mateje 7. tale. In doma poglednete, se od Mateja 5. tala, 5. tav, 6. tav in 7. tav. Te vrstice so zaključek 7. tala. Tu je opisan tisti znameniti Jezušov govor na gore. In tom Jezus razlaga poslušalce,
to, ko so že znale izpostave. On jim to razlaga in razlaga jim pravzaprav njegov pogled, njegovo stališče, kakšen je potrebno imeti stav do Boga in tu do sočloveka. Kakšen stav je potrebno imeti na prvom mestu do Boga in tu eden do drugega. In znate, to štele začenja ništerne svoje nasvete z besedami: slišali ste, čuli ste in te nadaljuje, ali to ne to ne tisto, ko je najvažnejše, ko ste vi čuli, pač pa je to najvažnejše, ko vam je pravi. To, ko Jezus pravi, ko Bog pravi v tvoje osebno življenje. In dragi poslušalec, eno je to, ko ti čuješ od biloge, ko ti čuješ na razni mestah, v razni družbi, v razni medijaj, to je eno, ali drugo, popolnoma drugo pa je to, ko Bog pravi, ko pravi Jezus, ko pravi Božji sin v tvoje osebno življenje. To je pa čista drugoga. Za tvoje osebno življenje, ne samo v tvoje osebno življenje, pač pa za tvoje osebno življenje. Zakaj? Dostakrat se pitamo, zakaj. In dnes smo tu nekajkrat postavili to vprašanje, zakaj. Bog želi, dragi moji, zavedajmo se toga, Bog želi in je včinil vse, ka moje in tvoje duhovno življenje ne bi utrpelo razpok. Ka moje in tvoje življenje, duhovno življenje, ne bi utrpelo škode, ne bi utrpelo propada. On to želi in on je vse včinil, ka se to ne bi zgodilo. In to je razlog. To je razlog, kaj Jezus tu na koncu svojega govora na gore, na koncu toga dela svojega poučevanja, na koncu teh nasvetov, toga, ko on pravi, dava prispodovo, dava primerjavo, kaj bi za istino leko vsi razumeli, ko se bolje splača. Ko se bolje splača. Žal se dogaja, ka mi v naše življenje včasih dovolimo okoliščinam. Mi dovolimo okoliščinam, ka pokvarijo naš dobro postavljeni temelj. Okoliščine, štere se znajdemo, pokvarijo naš dobro postavljeni temelj. In te se pravzaprav pokaže, da naš temelj vseeno ne gled tisto, ko je zdržalo v viheri. Ko je zdržalo v našo duhovno zgradbo, v tom, ka se ne bi začala podeliti. Jezus goči, ka je tu na hišo toga preudarnoga moža, ka se je tu na to hišo zlila ena ploha, prišla ena navola, prišlo po problem. Prejšnjo nedeljo sem govoril od toga. Govoril sem od toga, ka na svetu imamo stiske. Ja, in mislim, ka se toga zavedamo. Ka mi imamo na svetu stiske in zavoljo toga je tako važno, ka imamo svoje življenje dobro postavljene, imamo trdno postavljene te naš duhoven temelj, osnovane na njegovoj reči, osnovane na Jezusu Kristusu in pa utrjene zato iskreno živo verov v živoga Boga. Utrjene so v živo verov, ne samo tisto v površno verov, pač pa verovati Boge v vsem, ko on pravi. Jezus pa goči tudi od drugega moža.
šteri pa najpreudaren, šteri je najdobro premislil, šteri je najdobro postavil temelj za svojo hišo, za svojo zgradbo. Leko povejmo tu, katej mož v svojem delu naj bil vztrajen, naj bil pozoren na teren, naj preračunal dejstev in za njega Jezus pravi, ka je bil nespometen. Ale, leko bi mi tu pravili to, ka je bil manjaste. Nej se njime je dalo kupote. Nej se njime je dalo poglabljati v Božjo drago sveto reč. Nej se njime dalo iskati te trdnosti, štera je tu noter opisana. In dragi poslušalec, Jezus tu dava primerjavo, ko prinaša poslušnost in uresničevanje njegove besede, iskrenost v služenje njeme. In pa na drugo strane Jezus dava primerjavo, ko pomeni poslušanje, poslušnost, poslušanje, to sta dve besede, to sta dve stvari. Poslušnost je eno, poslušanje in nedelanje toga, ko on pravi, znači neiskrenost v svojih postopkih. To sta dva različnega načina, kad to povem, krščanskega življenja. To sta dve različne stvari v enom krščanskem življenju. Poslušnost Bogu ali pa samo poslušanje toga, ko Bog pravi. Delanje toga, izpolnjevanje toga, ko Bog pravi, ali pa, pa Bog, dobro, ti si nika pravo, ja pa itak idem po svojem, ja imam svoje obveznosti, ja imam svoje brige, ja imam svoje težave. In če povzamemo tej del, vidimo, kaj Jezus goči od toga, ko se tu gnez dogaja. Zoj, ne samo te. Ko se tu gnez dogaja, smo tiste, štere smo poslušni Bogu. In so tiste, štere samo poslušajo, ko Bog pravi. Dragi poslušalec, preveri sam pri sebe, kakšen je tvoj duhovni temelj. Si poslušen ali pa samo poslušaš, čuješ. Leko pa napravimo tu zaključek in se pitamo, zakaj se nam dogaja, ko se v našem duhovnem življenju, v našoj duhovnoj stavbi pojavljajo razpoke, se zača trositi, se zača podirati. Vse je odvisno od duhovnega temelja. Od duhovnega temelja, od tvojega poslušanja in uresničevanja toga, ko Bog pravi v tvoje osebno življenje. Ista prilika, isti dogodek, šteroga je Jezus pravo, je zapisano tu na drugom mestu. V Lukači 6. tale je isti dogodek zapisan. Lukač 6. tal od 46 do 49 je tu to zapisano. In Luka malo na načeši način zapiše, kako Jezus začenja to priliko. V Lukači 6. tale 46. veršu štok pravi, kaj me kličete, Gospod, Gospod, in ne delate tega, kar pravim. Tu je malo načešo upozorilo. Tu je zapis o človekovoj religioznosti. Ja, znate, človek, religiozen človek za svojimi vustami goči od Boga, priziva Boga. Dostakrat se to vidi, pa to je duhovna stvar, ali ne vidijo se rezultate v njegovom življenju, v njegovom vsakdanejšnjem življenju.
religiozen človek svojimi vistami priznava Boga. Njegovo srce pa je daleč kraj od njega. In te nadaljuje 47. verš. Pokazal vam bom, komu je podoben človek, ki pride k mene in posluša moje besede, ter jih uresničuje. Znači, tisti, štere pride k njeme, štere pride k Jezuše, posluša njegove besede in jih prenese v svoje osebno življenje. Podoben je človeku, ki je zidal hišo, bar poslušajte zdaj, globoko kopal in postavil temelj na skalo. Bojmo pozorni na te besede, globoko je kopal. Ne samo malo razgrenaj. Znate, da se zdaj temelje kopajo, pa včasih smo z lopatami kopali, naše stariške, pa mi ještě tu. Zdaj pride veliki bager, močen, štere hitro skopa in globko skopa, kano ja gej stavba utrjena. In dragi moji, to globko kopanje, to je ta poslušnost. To je ta poslušnost, to je to uresničevanje toga, ko Bog pravi, globko kopanje, poglabljanje v njegovo drago sveto reč in spitavanje, pitanje, Bog, konoj gevčinim za tebe, tu, koma si ti mene postavil, ne tom daleč, tu, koma si mene postavil. Tu, v toj skupnosti, tu, gdje so moje bratov, gdje moje sestre, gdje je moja familija, ko noj ge včinim za tebe. To je to poglabljanje. Ne samo v njegovo besedo, pač pa v njegovo voljo, v njegovo poslanstvo za tvoje osebno življenje. In rezultat takšnega stava, ko je nastala povodenj, se je valovje ulilo proti tej hiši, a je ni moglo omajati. Zakaj? Ker je bila trdno ali na skali se zidana. Dragi moji, Božja beseda tu ne zato, ne je za mene in tebe samo za informacijo. Božja beseda ne samo zato, kaj mi znamo, ko v njej piše. Ne, Božja beseda je za mene in za tebe tu zato, kaj te utrdi v tvojom duhovnom življenju. Zato je tu Božja beseda, kaj ti da eno trdnost, kaj ti da eno sigurnost, kaj ti da eno gotovost, kaj si za istino povezani z Bogom. In tu povezane z bratjov. Dragi moji, to je ta večna sigurnost, štera nas te pela v nebeško kraljestvo. Štera nas pela v to večno slavo, vkuper z vsemi tistimi, štere na istom temele gradijo svoje duhovno življenje. Božja beseda je tu zato, kaj te utrdi, kaj te obvaruje v viharjih, v valovih življenja. Božja beseda je najboljše, ko ti ponuja tvoj stvarnik. Zato dnevno išče to vodilo v njej in se podrejaj tome, ko Bog pravi. Podrejaj se tome. In če to ještě ne delaš v svojem življenju, začaj gnes. Mogoče, da je jutro prepozno. Začaj gnes. Če to delaš, nadaljuj s tem. Zakaj? Še enak postavim to pitanje. Zakaj? V prejšnjem zapise v Mateje smo že videli, kaj je tu zapisane odgovor na te zakaj. Zakaj naj to delamo in zakaj naj to ne delamo. Tu imamo odgovor.
Kdor pa jih sliši, 49. veršeš v Lukači 6. tale pravi tok, kdor pa jih sliši, znači Božjo besedo, kdor pa jih sliši in ne uresničuje, je podoben človeku, ki je zidal hišo na zemljo brez temelja. Vodovje se je ulilo proti njej in se je takoj zrušila in podrtija te hiše je velika. Dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, v tom tekste ne nika zapisanoga od toga, ko se dogaja zdaj na različnih koncih sveta zavolo vremenskih neurij. Ja, mnoge katastrofe se dogajajo. Mnoge katastrofe so doživele ljudje, pa ne zavolo toga, ka bi slabo gradili svoje kuće, ne zavolo toga. Prišlo je neurje, štero je poderalo vse pred sjov in žal so uničena mnoga življenja in mnogi domove. Žal. Tej tekst guči od mojega in tvojega duhovnega življenja. Še enok to ponovim. Tu Luka je to zapisal, ko je Jezus poudaril v svojem učenju, kaj je izpolnjevanje Bože volej, kaj je izpolnjevanje Božji načrtov, pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. Ali ne, ka se mi s tem zaslužimo nebeško kraljestvo, če bomo to delali. Ne. Pač pa zavolo toga, ka smo odrešeni. Zavolo toga, ka smo novorojeni ljudje. Zavolo toga izpolnjujemo to, ko Bog pravi. Zavolo toga mi to delamo, ko Bog naroča. Zavolo toga mi ještě globše kopamo, ka bi naš temelj bil učvrščen v njeme. Če toga ne delamo, dragi moji, te je naša duhovna kuća postavljena na zemljo, na pesek, brez temelja. In za takšno vrsto gradnje Jezus pravi, ka nema obstanka. Nema večnega obstanka. Še več pravi, kada se to zrušilo, kada spodnilo, tom bo podrtija, ne pa domovanje. In tako Biblija pravi, od mene, od tebe, od mojega in tvojega življenja, apoštol Pavel Savel, šteroga življenja je bilo duhovna podrtija. On je bil v svoje očaj sveti. On je bil v svoje očaj zagreti za Boga. Ali njegovo duhovno življenje je bila ena podrtija. In znate, on je v svojem življenju na novo postavil temelj svojega duhovnega življenja. Na novo je postavil te temelj na Jezuši Kristuši. In gledajte, ko pravi, v cerkvi v Korinti je tok napisal, v prvom pismu Korinčanom 3. 16. veršoš, pravi tok. Mar ne veste, da ste Božji tempelj. Dragi brat, draga sestra, to guči mene in tebe. Tu je govora od mojega in tvojega življenja. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas. Haleluja! In te nadaljuje v 17. veršu še. Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Haleluja! Se veseliš toga? Si radosten, si hvaležen Bogu za to, što ti siš
v Božji očaj? Božji tempelj ste vi. In te dole pravi v 6. tale dodaja. V 19. in 20. veršu še isti prvo pismo Korinčanom, mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga, ne pripadate sebi. Aleluja! Vidite, ko nam Bog dava, ko nam je Bog dal. Na kakšen način Bog zdaj gleda mene, tebe. Štere smo postavili temelj na Jezuši Kristuše. To je moje, to je tvoje življenje, to je življenje z pravim temelom. In te 20. veršoš v prvom pismi Korinčanom 6. tale pravi to. Saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Bili ste odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu. Dragi moji, to je to, ko Jezus pravi za preudarnega človeka z dobro postavljenim temelom. To je to. Poveličujte Boga. Aleluja. Poveličujmo Boga. In zato uresničuj Božjo voljo v tvojem življenju. Žive po Božoj besedi, to, kot smo čuli v uvode. In to je garancija. To je garancija za tvojo duhovno stabilnost. To bo ta garancija, ka v viharje življenja ne boš spadno. Ne boš uničene. In nam dober Gospod sen v tom pomaga. Nam dava moči, nam dava modrosti, kad dnevno pregledujemo, kad dnevno preverjamo ustreznost našega duhovnega temelja. Amen. Če še nemaš sigurnosti, kaj je tvoj temelj tvojega krščanskega življenja pravilno nastavljene, na pravo mesto postavljene. Če še nemaš te trdnosti, te gotovosti v svojem življenju, zdaj je čas. Če opažaš, kaj je v tvojem temelju se kaj zgodilo, kaj je kakšna razpoka, dovoli, kad Duh Sveti popravi to v tvojem življenju. In če želiš, če vidiš potrebo v tvojem duhovnem življenju, lahko daš znak in bomo se molili za tebe. Aleluja. Amen. Gospod vidi tvoje srce, vidi tvoje življenje. Amen. Aleluja. Nebeški Oče, hvala je tebi za moje brate, moje sestre. Hvala je tebi za vsakoga prisotnoga. Hvala je tebi za vsakoga, štere posluša tvojo besedo. Gospod, dragi, pomori mene, pomori vsem nam, kad ne samo kamo poslušalci, pač pa tiste, štere mo delale to, kot ti praviš. Kamo izpolnjevalci tvoje besede, pomori nam v tom. Vodi nas in blagoslovi. Gospod, dragi, vse moje brate, sestre, štere čujtejo pretrese v svoje življenje, štere doživljajo te razpoke. Gospod, dragi, te prosim, kad ti ozdraviš, kad ti utrdiš po tvojem duhu, skozi tvojo drago sveto reč, kad se ti dotekneš vsakoga življenja in daš eno novo trdnost v tebe. Kad se ti dotekneš vsakoga življenja, štere še nema postavljenega temelja, pravilnega temelja. Gospod, dragi, kad bi za istino dovolj od tebe, kad bi ti razodel, na kakšen način se postavlja te pravi temelj v duhovno življenje. Gospod, dragi, hvala je tebe, za vsakoga štere posluša tvojo reč. Gospod, dragi, in daj nam moči, vsem nam, kamo za istino izpolnjevalci toga, ko ti praviš. Zato, kad to da nas pelalo v tvojo slavo.
Gemo stjav. In z mnogimi tistimi, štiri so se tako odločili, so večnost. Gospod, in to si želim. Na tom delam v svojem osebnem življenju, v moje dome in tudi za eto crkev. In tudi za eto okolico. Želimo, Gospod, dragi, kad ti prebediš vsako srce. Kad bi zaistino se utemeljili na tebe. Štiri si pot, resnica in življenje. Boj proslavljeni Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti v vsakom življenju od zdaj pa do večnosti. Amen. 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 መልካም ነገር ምረጡ ያለፈ ጠላት የደከመበት ቦታ ወይስ ጠላት ያየለበት ቦታ? ይቺ ከተማ የተረከሰባት ከተማ በደም ይሄደው አንተ ነህ ያደረከው ለወንድማችን አይን የሆንከው